pride ti dare, pa beži. No, mir, prosim. Okej, bilo je dolgo in fino leto z vami, ampak prišel je čas za zadnjo ceno letos in ne boste verjeli, s česa je. Lahko boste delali v parih, zato ker vem, da tako radi klepetate med sabo in da pogrešate to. Torej, delali boste predstavitve znamenitih oseb iz, pazite to, Druge svetovne vojne. Ne boste si sami izbirali, sem vam že vsem določil, o kom boste raziskovali. Na teh listih so vsakemu napisano, koga bo dobil. Sodelujete v paru, predstavitev boste imeli recimo v petek, da zveni najbolj smiselno. Lahko pa že začnete to uro delati, jaz bom tukaj sedel in vam pustil, da v miru delate, vi pa samo uživajte in probite se čim več naučiti iz tega. Sej zato smo pa v šoli, ne? No, kar začnite. Lojzek Grozde, to pa je to? Čakaj, ti ne piše o njem. Lojzek Grozde se rodil 27. maja leta 1923 blizu Tržišča kot nezakonski oseb. O, v Tržišču imam pa sorodnik, nekjero lekutje. Mogoče bomo pa na koncu ugotovili, da so si kakvi sorodnik tam dobil? Ja. Torej, Lojzek Grozde ni imel lahkega otroštva. Ko je bil star 4 leta, se je moral preseliti v tete Ivanki in vse, kar si je želel, je bilo, da bi se lahko spet vrnil doma. Čisto malo to bi uspel. Lojze, si to ti? Ja, Kaj pa delaš po koncu sredi noči? ja no, živino grem pas. Te ni sram, vse vem, da smeš lagati. Oprostite, teta, pa hotel sem samo... Hotel si kaj, se izmuzniti iz hiše sredi noči? Ja, šel bom k mami. Oh, Lojze, vse veš, da ne moreš. Ja pa lahko, pot bom našel tudi od tebe. Lojze, vse veš, da se je tvoja mama poročila. Nje mame mož te ne želi zraven. Si pozabil, kako so te minuli poroki zaprli v pev, ker niso želeli na skupnih fotografijah. Obljubim, da bom priden, teta. Ves čas sem delal v gozdu na njivi, na pašniku. Sam z mamo hočem živeti, tako jo pogrešam. Vem, da jo, tudi jaz jo pogrešam. Vem, da bi rad živel z njo. In res mi jo hodil zate, Lojze. Ti nisi nič kriv, da te tvoja mama ne more vzeti k sebi. Ne, k mami hočem iti. Daj, sredi noči ne moramo, prenevarno je. Lahko pa gremo tu se zdani, je? Ne, pri mami hočem biti zdaj. No, prosti, Lojze, tudi jaz tam morala zakreti hišo, ker se bojim, da bo sicer pobegnil in se izgubil v gozdu. Prosim, teta, Ivanka, pusti me k mami. Pusti me k mami, lepo vas prosim. Ja, v času naših 20 letkov so nezakonskih otrok stanovali. Čeprav niso bili nič krivi. Še dobro, da se to spremenilo. Res je? No, hvala za danes, skrb pospravite v miru in pa dober tek na malce. Marica! Nadaljujemo pri meni? Lahko. Peter, vseeno pa bomo pojedli že. Ja. Zdaj pojď pogledati na računalnik, kako daš pokazati, da smo pogledali, da ti se nekaj smisla. Lojzek Grozde je moral zaradi revščine veliko časa pasti živino, delati na njivi, na travniku in v gozdu. V tistem času je prav tako zaradi revščine med kmeti veljalo prepričanje, da je šola le za bogate, za ostale pa izguba časa. Kljub temu je Lojzek z veseljem hodil v šolo. Do 8. leta je obiskoval šolo v Tržišču, nato pa je do 12. leta hodil v osnovno šolo na Studencu. Dobro jutro, Starja. Dobro jutro, Lojze. Kaj pa ti tako zgodaj? Šolo. Šolo? Tak zgodni uri. Ja, zgodni sem zato, ker je moja dolžnost, da peljem krave na pašo. Zato sem stal toliko prej, da opravim vse dolžnosti in vse na njih
Pazi, neko pojdeš. Gledam vsem tako luč, da boš kako grob upadil. S Bogom. Liska, cika, na pašu potreba. Knjige si pozabil! Ta naš ulica. Tudi malo pozabi. No, tale rožni venec pozabi, da bo vedno tako pridnim in pomagal. Liska, kje si, cika, daj ta no, da ne zamudim zaradi vaju v šolo. Lej, Franc, kako se Lojze pogovarja sam s seboj? O, so šolca, greste še v šolo? Ja, kaj pa ti, Lojze, ne greš danes na to? Seveda grem, samo še krave najdem, pa jih pospeljem nazaj k teti, potem pa pritečem v šolo. Pa kaj boš ti v šolo hodil? Pankrt si, s tebe ne bo nikoli nič. Že pokazal, jaz nisem pankrt. Ti bi že pokazal, rad imam šolo. Lojze, ne bude tako kot on! Sicer bosta oba dobila kazen. Prav, pa samo zato, ker ne imam rad šolo. Dej, Jože, zakaj moraš vedno izzivati? Greva, da ne zamudiva na pouk. Kar bešno, stran, kar bešno. Zvoli, cika, še malo svoje krme poje, da držala še več mleka. Ste že nazaj. Ja, Da vidimo, če bo kam lekla. zdaj grem pa tudi jaz v šolo. Lojze, kaj si ti tako to misliš? Stari Jata, kaj pomeni pankrt? Kdo ti je to rekel, Ne vem, pašel sem srečal dva svoja sošolca in eden mi je rekel, da sem pankrt in da iz mene nikoli ne bo nič. Glej, pankrt je žaljivka, ki pomeni, da si sin neporočenih staršev. Ampak to sta ti rekla samo zato, ker sta nikar lobisumna, ker ti gre tako dobro v šoli. Ampak res sem drugačen od ostalih. Ne živim z mamo, moj oče z mano noče imeti nič. Lojze, glej, kaj se rabi zavedati, ni važno, kakšna je tvoja vrednost pri sošolcih, ampak kakšna je tvoja vrednost pri dobu. Ne razumem. Glej, če pogledamo dol po breži, a vidiš tam otroke na oratoriju, ne? Ja. Vsaki izmed njih, ne? Vsaki od tih tam malih spredi, pa do onih tam velikih zadnjih, pa do tebe. Vsak je v božjih očeh enako vreden. Dobro ste to povedali. No, okej. Poskušaj se paniči. Nasvidenje. Nasvidenja. Cika, kaj si tak lena noč in dol z odra? Pa veš, da si izkoriščala povačati. Lojze, bi moral vsak čas šole pet, mar ne? Ja, če nima kakve dodatne ure. Kar njemu šlo res veliko pomeni. Dobar dan, doma sem. Lojze, kak je bilo kaj v šoli? Super, sicer sem doma pozabil knjige, sem se poslušal vse na pamet zapomnil. Ja, okej. Kaj si pa se? Pa bi kaj šel v taki uri, kaj? Dobar dan, spoštovani učitelj. Dobar dan. Ste vi Lojzetovi skrbniki? Da, lepo vas prosim, kaj naprej. Sedite se tukaj, imam skrb poleg en kozarček. Pa z veseljem. Lojze, kaj si kao špič v šoli? Vidiš to, ko si knjige pozabil? Ne, gospod, nikar prenaglo. Lojze ni ničesar kriv, nasprotno. Prišel sem vam predlagati nekaj zelo pomembnega. Prišel sem, da bi Lojzeta poslali v šole. Naprej v šole? Tako je, naprej v šole, pa ne le v katerekoli šole, v gimnazijo, v Ljubljano. Veste, Lojze je takšen talent, on je tako inteligenten in nadarjen, da bi bilo škoda, da ga ne bi poslali po nadaljno izobrazbo. Verjemite, šola je najboljša pot zanj. Ampak šola stane. Mi pa nimamo denarja. Gospod, lepo vas prosim, ali se mar motim, ali niste bili vi potovali v Ameriko, v tujino, da ste videli že mnogo širnega sveta po svetu? Ali niste vi ravno tisti, ki bi se najbolj morali zavedati o pomembnosti izobrazbe za prihodnost mladega človeka? Saj ste vendar brali na klancu Ivana Cankarja. Izobrazba je luč sveta, izobrazba je prihodnost.
Ja, prav veliko velikih besed ste povedali. No, okej, ampak vse vedno. Lojze, opraviš boš rabo sprejemne izpite in pa najdi boš rabo nekje, kjer boš živel v Ljubljani. Gospodinja, bom šla delati v bogati družini v Ljubljani. Davno bo tako počela kakšno spoznanstva in do jeseni uredila stanovanje za Lojzeta. No, bolj pa je urejeno. Najlepša hvala, gospa. Izveseli me, da boste Lojzetu omogočili najboljše, kar je vedno njegovega samo. Lepo vas je bilo spoznati. Vas tudi Lojze, midva pa se jutri zopet vidimo v šoli, seveda. Pa tokrat ne pozabiti svojih knjig, boš lažje se učil. Hvala vam, gospa. Ni zakaj, Lojze. Se vidimo. Nasvidenje. Hvala vam. Zdaj pa ne bo, zdaj pa ne bo dostala, da se vam bo to poči. No, gremo, Lojze. Ti boš delčil, jaz bom pa sekal. Daveko, če je tvoja volja res dobra, naj si tudi najbolj dobri ljudje, ki bodo pomagali v Lojzetu in svetovali. Očitno morajo Lojze biti res veriten, da se učitelj tako zaznam. Ja, včasih so res drugače živeli. Ja, mislim, da mi ne cenimo do vašo. Najbolj smo cenili takrat, ko je bila pandemija koronavirusa in sploh nismo mogli. Ja, ko se nismo smeli družiti. Takrat smo res bolj cenili šolo. Zdaj razumem, kako je šele Lojze cenil. Ja, mislim, da imamo dovolj podatkov na to, da se nam delati takrat. Okej, gremo po barvo papir, ko pa lahko pustimo, da se posuši na vrhu. Pa ne moreš verjeti. Miša, kaj pa je? Zakaj tako jamraš? Pa se vas toči, da če le najbolj svoj hvat, da zavalo, ja, pustila smo ga na vrhu. Ojoj, kaj res? Ja, pokrika moja, gremo vse do začetka pisati, ali novega narediti, pa bomo. Ker si ne vem. Veš kaj, včeraj si imaš en članek, da si pomagal na zim. Lahko jaz berem. Lojze Brode je pri 12 letih od mame dobil slebec kruha, nato pa je šel sam v Selnico in stopil na vlak za Ljubljano. V velikem mestu je izgubljeno tavo, ki ga je odlazil zgradnik in mu pomagal najti hišo, kjer je kot gospodinja delala njegova teta Ivana. Gospa Pogačar, pri kateri je služila teta, je za Lojzeta našla dobrotnike, ki so mu plačevali stroške za šolanje in bivanje na Janišu. Tako je lahko obiskoval klasično gimnazijo. Sošolci so bili fantje z različnimi nastroji. Lojze je kmalu ugotovil, da bo moral odločno stati z svojim domatom in zagovoriti potopom. V mestu pusto je, ker sveta tu ni, ker peta tu ni. Pač svete tu je, da meni se zdi, da v mestu ga ni, ker tuje mi je. Prav ne veste, da bote igrišče. Prosti, Lojze, ni bilo nalašč. Ja, kar zase govori Vicenci, jaz sem pa cilja od tega hribovca. To, da je Darče tako edina igra, ki jo zna igrati z žogo. Janez ne izziva, da ti ne pokaže, kaj smo se mi na kmetih igrali. Kaj ste se igrali na kmetih, ha? Kako ti v kravi drek? Tako se igrali, tako. Kaj je kričanje? Kaj se ti dogaja? Udaril me je na tla in začel boksati. Ampak ne poznate celotne zgodbe, gospa ravnateljica. Dovolj, tišina. Vidva, pojdite v svoj sobi. Lojze, s tabo bi se rada pogovorila. Prostite, gospa ravnateljica. Gremo na spreho. Lojze, vsi učitelji in vzgojitelji vemo, da si zelo pameten. Hvala vam, gospa ravnateljica. Pridi, gremo v drugo smer. Ampak, v trenutno si v življenju na točki, ko se moraš odločiti, ali boš postal povprečen, ter pameten študent, ampak skrito z ostalimi, ali boš iskal višje ideale, kot je na primer odpuščanje nasprotnikom. Ne, povprečen pa ne bom. Res bi bilo škoda, da bi se tak biser izgubil v povprečju. Povejte mi, gospa ravnateljica, kako se lahko poboljša? Ločiti se moraš od starega Lojzeta, od starega človeka, ki si želela človeška pravica. Razumeti moraš, da te v življenju vodi Jezus, ne pravica, ki jo pozna človek. Pri tem bi ti lahko pomagal stalni spovednik. Prav,
bom našel stalnega spovednika, ki bi mu pomagal rasti v veri in postati boljši človek. Dobro, Lojze, ampak ne pozabi, v življenju je treba biti odločen. Če se odločiš za stalnega spovednika, tega ne opusti. Ne bom, hvala vam. Sem mislil, da sem sam, na sredi teh valov, na sredi teh vetrov. In nisem vedel, sam. Vendar ti si bil, mogočni moj gospod, z menoj prav vse povsod. Ker jaz sem boje bil, podal si mi roko, med dvignil iz nizkosti, pokazal pot krepost. Pokazal pot krepost. Ja, Lojze se je od takrat dalje vsak dan znova trudil, da bi postal boljši. Ni mu vedno takoj uspelo, a v svojem prizadevanju je bil zelo odločen. Nekoč se je ponovno razjezil na sošolca, ki ga je zafrkaval in mu vrgel zaprt žep in namničil glavo. To pa ni bilo ravno najbolj svetniško dejanje. Ne, res ne. To pa zato, ker je bil Lojze podoben nam in vse vlade. Ni se rodil popoln, ker se je pod vsaki napaki odločil, da bo Saj se res kar daš vsak dan znova odločati in se bomo boljši. Posebno takrat, ko petkrat porobimo. Jaz mislim, da tisto prehitro upam. No, kako njemo to vse sistema? Ja, tukaj piše. Lahko noč, Lojze. Lahko noč, licenci, tvoj spi. Jutro je, Vincenci, vstani se. Jutro. Dajmo, Vincenci, jutro je. Vstani se. Zamudoma šola. Ja, sam še 5 minut. Kak želiš? Ampak če boš že zjutraj zamujal, boš imel cel dan sam. Ok, saj grem. Lojze, ta voda je letena! Ja, jaz mislim, da ni samo to dobro vaja za utrditev zdravja, ampak tudi za utrditev volje. Ne čutiš, kako je sožujoča ta voda. Čutim, kako bom zbolel za pljučnico in umrl. To čutim! Pa ne paničari tako, no. Jaz, paničari. Lojze, a si ti tako domišljiv, da misliš, da si boljši od vseh ostalih? Res misliš, da si domišljiv? Oprosti. Saj nisem tako mislil, no. Ne, jaz pa prav vesel, da si mi to povedal. Prosim, še kadarkoli bom kaj narobe naredil, prosim, povej mi, da tako se bom lahko boljši. Ti si pa res načelen. Ja, veš, imam veliko napak, ampak s Božjo pomočjo se jih želim če dalje bolj povedati. Pazi samo, da ne boš zaradi svojih načel umrl, Lojze. Ne, daj, gremo, da ne se mudimo v šolo. No, poglej si to Lojze, to bo odločnost, pa že na vse zgodaj zjutraj. Ja, no, hvala nekaj, da želim, ampak jaz pa mislim, da že vsega hvala. Ja. Torej, akcija. Gremo po barve in vir in gremo znova delati. Dansko delo pa kar daš se še nekaj na super. Dobra ideja. A Jiša, kje si malo čakala, sem te pa se pomogla sama začeti. Pa prosti, še stroke sem glavo, da bo šlo. Aha, okej. Kak to, da se pa s teboj nekaj? Pa tak, ja, fajn. Sam, a ti ne gre za to veliko časa, pa še nič plačano ne vidiš? To je sicer res, mislim, da bi plačana in veliko časa porabim. Pa tudi dela kar veliko, da se je treba povedati, spravati jezičko, pa kosila je treba razdeliti. Ampak tudi vsako nedeljo gremo k paši, to nas povede z Bogom. In res obožujejo našo družbo. In to premapolni nekako notranje verom. Lepo si to povedal. Poglejva, če je bil Lojze tudi takšen. Kako je sramno od profesorja, da nam dal toliko domače naloge. Cirila, ti morda zgod malo številka revije. Mladi dvojci? Lojze, nisem imel, da želiš biti vojakov. Jaz? Ne nikoli. Prepričan sem, da nasilje rodi le novo nasilje. Poleg tega sem pa prisegel, da če sem kadarkoli celo pipnem orožja
Ne smem biti več član katoliške akcije. Kakšna revija pa je potem to? To je spet povezano s katoliško akcijo, v katero so člani. Ne, to ni povezano z njo, čeprav bi ti tudi Jana članov. Ampak to je povezano z revijo, to je revija članov Marijine kongregacije. Ah, teh revij imam doma takoli, kako je že preveč. Kaj pa vidva? Janez, Vincenci, bi kdo imel? Samo en na sebe voze. Prvo poskrbi za svoje obveznosti pri pouku, potem pa še bodi aktiven po teh svojih krožkih. Si pozabil, koliko naloga nam je dal profesor Tomec pri grščini? Ne, nisem pozabil. Prav tu. Najprej samo nekaj revij sem znal razdeliti. Potem pa si bi zelo posebno naloge. Zdaj je začel z reševanjem naloge, da bo gazitne aparate na nekaj tega. Ja, zdaj že kar nek čas, pa sem bila na polovici. Veš, jaz ne bi pomagala drugemu tako, da bi bila potem jaz na slabšem. Kako rekel? Ti si tako neumen, da se s tabo še skregati ne morem. Ej, Cirila, pomagala, jaz pa ne ga moram delati. Kaj misliš, da bi mi pomagala, če ne poslušaš in se celo ure sam zabavaš? Čisto sam si se pride, da ne znaš. Kaj pa, če ti plačam poslušati? To tam ostalo 50 dinarjev. 50 dinarjev, boš kupnala, je to? Potem se pa sam zagovarjal pri profesorju, zakaj nimaš naloge. Janez, želiš, da bi mi jaz pomagal? Ti bi mi pomagal? Pa, se mi nisi nič dolžen. Oba veva, da se rad vrtujem iz tebe. Vem, da se rad našuješ iz mene in vem, da ti nisem nič dolžen. Ampak ti želim pomagati, ker me tako uči Jezus. Glej, glagoli v Grčiji so čisto izgledajo težki. Ampak potem, ko spoznaš osnove, boš ugotovil, da je vse skupaj zelo lahko. Za mene je pa tvoja razlaga. Glej, vzamem primere, ki smo naredili na tablo, ne? Boste videli, da je v bistvu vse skupaj zelo... Ah, fantje. Jaz grem pogledat, kot hodi profesor. Čudno je, da ga še toliko časa ni. Evo, mislim, da sem vam vse povedal, kar znam. Komaj, zdaj kaj bolj jasno? Ja, 1000-krat bolj jasno. Res ti hvala. Se pridružujem Janezu. Da, zabavalo, ki lahko dam to jabolko. O, hvala, to je pa rad vzamem. Mlađi črtal do manjka pouka. Šla sem na matrici in izvedela, da je naš profesor zbolel, zato nam odpade zapravo. Ja! Zdaj mu je pa res mudi. Dobri sem zaveril. Jaz tudi grem, da zamudimo po danski sveta masa. No, se vidimo jutri. Adijo. Dobar dan, Jezus. Spet sem tukaj. Rad se bi ti zahvalil, ker si bil danes menoj, ko sem pomagal sošolcu pri domači nalogi, čeprav sem večinoma naročeval iz mene. S tvojo pomočjo sem uspel ljubiti nekoga, ki mu nisem najbolj pri srcu. Ko te vidim, kako zame umiraš na križu, vidim zgled, ki ga želim posnemati. Prosim, še naprej me uči darovanje za drug. Vodska ti lepa bela, v tebi Jezus Bog prebiva, mojim se v tem prikriva. Tvoje skromno domovanje, moje je srce ostalo, našlo je, kar je iskalo. O, sveta Euharistija, le kako bi živel brez tebe. Ti si sonce mojega življenja. No, Lojze je zdaj čisto drug človek. Kakšna razlika od njegove mladosti? Ja, veš, ko se posvojil darovan za druge, je postal nekako bolj Svetniški, kakor da bi se nek vid naselil okoli njega. ja, dobro se to opisala. Tako tudi jaz, ko pomagam za domom, se mi zdi, da tudi notranje mir, to je nekaj napolje, nekaj drugega, da ne rasti v tebi, da se zadovoljno dobijo za tebe. Jaz bi to trebala izkušati. Misliš, da je kakšna možnost, da se pridruži vašemu dobrodelnemu krožku? Ja, dela nikoli ne zmanjka in naša svetovalka bi bila zelo vesela. Ja, mene tudi.
časih, katerih je živel Lojza, so verovati. Svetu se je začela uveljavljati nova ideologija, Kaj pomeni ideologija? ideologija je misel, ki se razvija med ljudmi in se vsilno celovotno drugo. Vse ideologije niso dobre, nekatere vključujejo preganjanje in bogatstvo in treće ljudi. Aha, okej, mislim, da razumem. To se je torej dogajalo v Lojzovem času. Ja, tako je. V sebe slabo je, ker so ljudje zaradi te ideologije govorili, da Bog ne obstaja, da je vera slaba in je potrebno uničiti. Duhovniki so bili preganjani in velikokrat tudi ubiti. Lojze, ki je bil zelo pobožen in načelen, se je svoje veri prav tako ni želel. Oj, Lojze, kam pa ti odhajaš? No, brat, a si nor, a želiš umreti? Je kam pa je narobe? Ja, se veš, da ni varno potovati iz mesta v mesto. Vojaki te lahko imajo za vohuna. Daj no mir. Vse veš, da nisem del te vojne, ne bom prijel za orožje, ker sem član katoliške akcije. Ne bom zbiral razhranjive z brati Slovencem. Lojze, videla veva, da želiš svojo bitko pomagati na intelektualen način. In da misliš, da nasilje prinaša le novo nasilje. A vojaki tega ne vejo. Se vedo, da je moja zvest čista. Nobene skrivnosti nijam, samo z mamo želim imeti praznike. Pa ti ravnateljica dovoli? Ja, imam potrebno dovoljenja. Imam prepustnico, da lahko se gledam zunaj Ljubljane, vidiš? Potem pa srečno. Srečno, pozdravica, družina, s Bogom. Srečno, Lojze. Srečno. Nekam slab občutek imam. Jaz tudi. Božič sem praznoval pri prijateljih v Struža in danes na novega leta dan upam, da prispem do doma. Spodoma šporomam samostansko cerkev v Stični, kjer bo, upam, da bo, in ker je prvi petek, upam, da bom lahko opravil sveto spoved in prejel sveto kajilo, sonce mojega življenja. Ali je lahko opravil sveto spoved? Zdaj sem bil sveti spovedi pred 2 tednoma. Imam stalnega spovednika, v katerem hodim vsakih 14 dni. Zadnje časa me je prizadela smrt našega profesora Tomsa in smrt 2 naših dijačov. Najprej me je postrah, da v sebi ne bom imel niči, če bi se kaj takega zgodilo meni. Moj duh je sicer močan, a telo je slabotno. Lojze je v Stični prejel sakrament svete spovedi, bivši maši pa prejel sveto kajilo. Nato je Lojze vstopil na vlak v Ivančni Gorici in se z njim peljal do Trebnjega. Od tam naprej je bila druga prekinjena, zato je začel pešačiti po Dubrovniku. Sveto spoved sem opravil. Čutim, da mi je Bog odpustil, ker imam mir v srcu, čeprav okoli vse okoli nemir. Kar slutim, da nekaj prihaja. Spodaj je drevo, mrtvo in golo. Zadnji list z njega zdaj leti na tla. Vrača se v zemljo. Pa se mi zazdi, malo za menoj, zazašen nocoj, šel tudi živ. Malo sem se spočil, ker je gospodin kot dobo, še malo naprej v tržišče si doma. Vse. Nihče se ne straši dolenjskih partizanov! Kdo se poteka tako pozno po mirni? Lahko je vohun
Ali sovražni obveščevalec? Ja, ti s kavčkom, stopi bliže, da te priiščemo. Tiho! Ti si res navaden kmet, pojdi raj naprej, preden tebe preiščemo. Hvala, gospod. Kar pojdite. Kdo si? Sem Lojzo Grozdej, gospod. Rojen 27. maja let 1923 v Zgornjih Vodlalah. A da vidimo, kaj imaš v kavčku. Aha! Hoja za Kristusom! Molitvenik v latinščini in litanije Matere Božje. To je zelo sumljivo! Poglejte, ta je papir. Prepustnica je. Takšne prepustnice lahko dobijo le pomembni ljudje, specialni izdajalci. To prepustnico sem dobil, da lahko obiščem mamo za dotične praznike. Ja, sedem si vprašal. Sumljiv si mi. Nisi prvi, ki se je to noč skušal s takšno prepustnico pretihotapiti tukaj mimo. Ja, onega drugega sem že likvidiral. Hej, ne zdaj našim skrivnosti potencialnim izdajalcem. Sumljiv si nam, ampak zdaj s takimi podatki, ker vemo, da lažeš, ne moramo nič dobiti. Rabili te bomo ponovno izprašati v našem štabu. Saj ničesar ne moram priznati, moja vest je čista in nisem del te vojne. V nobeni politični stranki nisem niti aktiven. Zlepa ali zgrda bomo spravili iz tebe vse informacije. Gremo za vano! Kje skrivaš seznam sovražnikov? Komu bi ga moral predati? Ne! Mučijo ga! Mučijo! On pa zares ni nič kriv! Saj je vendar priznal! On pa nič! Nobene krivde v njem! In vendar ga mučijo, zverinsko mučijo! Tega ne morem več gledati! Ne bom več tukaj! Brino, zgibaj se! Strašno zaploda in današnjih dni. Ljudje kot slepci težko hodijo, brez ciljev, cest nejasno splodijo. Nismo tu, da boš pisal pesmice, vstani in greva globje v gozd. Vrgli sonce, sto luč vseh luči in vse luči, ki k njemu vodijo, so obsodili in še se sodijo. In lastna sodba v njih propast drevi. Zato mene, vem, da bodo planili na mene, vendar me zato ljubezen čaka. To je strašno! Vidi so več pravijo nedolžen. Ja, bili so dati za veliko sovražno. Bogi Lojze, prav se morda sliši neverjetno, verjamem, da je v moči, ki je prejel od Jezusa na križu, vseeno pustil svoje izdajalce. Ja, zato moramo vsi povedati, da vsi na to je dobro.
veste, nismo ga želeli zmotiti. Ah, nikar, sem pridem vsak dan in prosim moj dom za pomoč. Res? Pa mogoče pomagali, da ga povedati. Ali manj vedeti drugače, ne? Spomnim se, kot bi bilo včeraj, vesla, zvončke smo nabirali. Naš prijatelj je bil prvi, ki je našel njegovo kulturo. Na prvi tekmu do nas bi nam povedal, da prav na tem mestu naše domovine. Poglej, tam jih je še več. 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 Poglej! Kaj naj zdaj s tem? Odnesla bi? Da razločka se. Mami! Čude se še dogajajo. Jaz mislim, da čude zadeva samo Jezus, ko je verna zame. Kako seveda, čudeži se še dogajajo. Samo mi smo nehali pospisati. Vesta, če poznata koga, ki je v nebesi, imata tudi njem vezi. Recimo, da Peter šel v domač na roke, vsako rešite. Kako bi resno situacijo? Jaz grem k moji mami, ampak moj sestri, ona je ful pametna. Ali pa vprašam prijateljici, ki smo nas zmali. Torej greš nekomu in ga poznaš. Zato je pomembno, da pa nas vidite. Tudi oni so naši prijatelji. Bolj imamo pažet prosim. Svetniki v nebesi, lahko kakšne sporostvo. To je za nas. Zato čeprav spoznaj tega sveta. Boste videli, da vam sve vredno vest, da zelo rad imamo soprotne prijatelje. Ja, to preživeva. Hvala za odlično idejo. Itak se odpravljava na zaplas, da bomo tam kar pustili. Zaplas? Kako je tam? Boš videla. Hvala, hvala, sedemo. Ja. Okej, klanči se to. A zato smo tu? Veš, če bi jaz vedela, da je to tak, tudi sama ne bi šla. Ja, sej, pa že pol ure smo brez vode, pa sonce tak zge. Ja, oprosti, ker nisem vzela vse misli. Lahko bi tudi ti vzela vodo. Prosi Lojze, pa se pomoči, da mi močem pomagal. On bi tak prej prišel vodo poti. No, vlada ne vojte glede. Če naj slišiš, prosim, pošli nama nekaj vode, da prijema živi do zaplaza. A Iša, veš, mislim, da to ne bude tako. Vide sta pa dobri, da je to tak hladec. Ti malo vode? O, ja, prosim. Hvala ti, Vojte. Prosti, plačam ti na Lojze zdaj, ker sem pomila tvoja prekočka. Mislim, da je bil Lojza pokopan v cerkvi. No, najprej je bil pokopan na pokopališču v Šentrupertu, potem pa so ga leto 2011 premestili na pokopališče v Zaplazu, kjer je še zdaj največje romarsko središče na Slovensko. Hvala
radi blažni Alojzi, ker si pri Bogu zaprosil za čudežno zdravljenje. Dekletus, odličnega predprošnika ste si brali. Blažni Alojze je za letnik mladih. Bogu 100% razprosil v vašem delu. Ne zaupaj. Mislim, da vi tam Jaz mu verjamem. Mislim, da ne srečo, da ni da greva kar prosim. Vsega še dobro poznam, imam občutek, da si prijatelja. No, ti pa tega ne Zdravo, Blažen. Prosim te, če mi lahko pomagaš s tem, da obistim svojim sedanjim prijateljem, če so šoli, ker bi izgubila moje zaupanje. Kako bi se ti obistil svoje prijatelje? 100.000 srečnih letih najdobrih prosim se njegova čuvajte se vsa bela vsa. Čutiš kakšen mir in znako, kot da bi bil moj skupaj z mama. Prosim vsa. Pripravljena Iša, kot nazaj je dolga. Prosti vrta, ker je bilo več odličnega danes, pa si kratko, kako da se še kaj videla. Oj, s Bogom, še se videla. Če ne pa prej, nad zvezdami, dar ne bo žalostno, za večnost na stvari. Kako prijetno sem občutila ob srcu. Kaj da bi Blažen in Lojze še krsil? Seveda živi po nebesih in veliko nas ima še za naučiti. Tako nas mlade, kot cel slovenski narod. Kdaj ga gremo naslednjič obiskati? Ne vem, ampak čim prej, ker komaj čakam. Danes bomo predstavili Blaženega Alojzija Krošleta. To je bil mlad slovenski dijak in pesnik, ki je bil v času druge svetovne vojne. Kljub težkemu otroštvu je bil izjemno kulturen. Postal je član dijaške katolijske akcije in povsod, kamor je šel, je s sabo nosil sveto pismo in molitvenika. V začetku leta 1979 se je odpravil domov za praznike. Na poti pa so ga ubili vojaki. Po svoji smrti je bil razglašen za Blaženega in postal zavetnik mladih. V tem tednu smo se o njem veliko naučili in v najnih srcih bo zavedno ostal junak, ki si ga lahko vedno vzamemo za izbor. Za zaključek pa je tu še nekaj več. Upam, da se še kaj vidimo. Pridite kaj nas za glas, čakam vas. Takrat pa, po novih potih šel v nove dni. Srca in duše, Bog bo le vladar. Šla bo moja pot pred njegov oltar.